Joj, to meni res ne gre. Kako naj delim brez kalkulatorja, prosim? A prav? Ja. Bom si kar sama vklukala. Živjo, sem poskočni Dejan, mi smo na džungli in ker sem se zadnjič tako dobro odrezal, da sem izpit za 4. razred pisal 4 oziroma s Pahorjevo pomočjo 5, so mi danes dali nalogo, da pišem te za 6. razred. Ja, če bi bilo tole live, ne, bi rekla, rabim vašo pomoč, ampak... Hitro se posubscribite, lajkite, šerite, komentirajte. Tako da, če pridemo do 2000 lajkov, bom reševal test iz 7. razreda in to me že tako straši, ker že 4. razred je. Tako da, lahko dobim test profesorca? Oj, bog. Koliko je matematičnih Joj, ne. Ok, lahko imam svoj kalkulator. Ne. Krajši so težji. Reši, 7 osmin od koliko je 21? Jaz bi dala 21 deljeno s 7, je 3 krat 8 je 24. Joj, ti ulomki, to mi tu ni šlo. Torej, celota je še malo večja. Joj, kak se že to gre? Aha, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 6, 9, 24, 7 osmin od 24, 21. Ok, bom se prvo podpisala. Mene je prav strah tega, pač jaz imam tako tremo zdajle. 7 osmin od 21. Še sem vedela, da se bom zadžinksala, to je samo zaradi tega, ker sem se zadžinksala, samo zaradi tega, se drugače znam. Jaz bi rekla, da je to 24. Ne mora biti 7 osmin od 24, ja, 24 je. Pa imamo pa 19, 25 in, Jesus Christ, kje ste mene našli, ne? A lahko prosim kalkulator, lej tudi v šoli ga imajo. Se ziher imate kakor. Koliko je 625 deljeno z 19? Hvala za pomoč. Rekla si 19 deljeno... Ok, hvala. Hvala. 12, 16, 16 polje, 20, 24, 25. 25 je? Se pravi je... Jaz bi rekla, da je 475. Ne, to je nemogoče. In še 19 ulomljeno s 25 od 625. Malce je v redu, ajde, čau. 17 154 minus 7281 deljeno z 9. Kako naj delim brez kalkulatorja, prosim? Najprej bomo delila, ne? 9, 1. What? Joj, te deljenja tako na hitro. Ok, bom vsem probal. 100 krat 9, 100 krat 9. Joj, to meni res ne gre. Jaz imam ene svoje načine, tako da tole bo malo trajalo. Se pravi, 7, 2, 8, 1 deljeno 9. Okay. To imam zdaj tisti postopek računanja, deljenja, tistega v stolpcih pa to. Upam, da se še kaj spomnim. A je ta preizkus časovno omejen slučajno? Ne, ok, super. 1, 6, 3, 4, 5. Vem, da je trajalo, ampak lej, boljš počas kot nikoli. Prav nisem prepričana v sebe. Ok. Jaz sem dobila pri tej rezultat 16 345. Oklepaj. 9 minus 7,2 zaklepaj deljeno z 0,9. Torej, najprej bi reševala oklepaj, potem bi delila, potem bi pa šla minus 2,7. Torej, oklepaj ima prednost. Ok, gremo počasi. 9 minus 7,2 je to 2, je to minus... Je to 2, torej 2,7 minus 2 je 0,7. Evo ga. Se pravi, ko vemo, imajo oklepaj prednost, pa decimalke so deljeno z 0,9. In pol ima deljenje prednost. Aha, in pol je 2, se pravi je minus se prepiše, ker minus ima prednost in je 2,
Se pravi, je rezultat 0,7. Saj sem vedela, da mi bo 6. razred bolj šel. Super, ok. 2,7, torej zdaj 2,7 minus 2 je 0,7. Ok, mislim, tole moje kracanje, ne? In gremo naprej. Podčrtaj pravilno napisane besede. Kašljanje, kašljanje, kašljanje. Prvo, vnetje, 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 vnetje. Kašljanje pa kašljanje, kašljanje. Vnetje pa vnetje. Jaz bi rekla vnetje, ker se vne, pač vname. Kašljanje, kašljanje. O, Jezus, to se tako nisem vprašala. Ali kašljam, jaz kašljam. Kašljanje je pol, ne? Vnetje, a to so pa te, vnetje ali vnetje. Imam vneto grlo, vneto. Vneto grlo imam, vneto. Iz cedek pa iz cedek, iz cedek. Cepljenje, ne cepljenje. Vidiš, bila dobra profesorica 6. razreda. Izcedek, izcedek, izcedek z cepljenje, cepljenje ali cepljenje, cepljenje, zjajam bi rekel, evo. Kje ste to našli? Izcedek, smo res pri prehladu. Izcedek, izcedek. Izcedek, izcedek, imam izcedek iz nosu. Imam izcedek, ne, izcedek. Cepljenje ali cepljenje? Cepljenje, cepljenje, cepljenje. Počrtane besede zamenjaj z osebnimi zaimki. Pisatelji pišejo za odrasle otroke. Oni, pri babici in detku, pri njima, njima. Problem je, ker ne vem, kaj točno je osebni zaimek. Jaz se bom odločil in bom šel na srečo. Pisatelji pišejo, oni pišejo. Pri babici in detku, pri njima se dobro počutim. Maja in jaz so sošolki. Maja in jaz. Torej, tista jaz je punca, torej... Pisatelji pišejo za odrasle in otroke. Kdo piše oni? Pri babici in detku se dobro počutim. Pri komu? Pri njima. Mi dve sva sošolki. Binetu je bilo zelo vroče. Njemu je bilo zelo vroče. In jaz sem v bistvu zelo ponosen na slovenščino, ker smo eden izmed redkih, ki imamo dvojino in dvojino je treba uporabljati. Torej, mi dva se gledava. Skozi gledam tja, ko pa nam mi bo kdo pomagal. Maja in jaz, mi dve, Binetu, njemu. Maja in jaz sva sošolki, mi dve. Binetu je bilo zelo vroče, njemu. Od katerega tečaja je ekvator najbolj oddaljen? Ne, saj vem, sem. Ja, to vem, kaj je. Sam je, ja, ampak ne vem, kako se, a je severni pol, Antarktika, a ni čist gor tisto ledeno. Pa na sredini je črta. In zdaj, če pogledaš, od katerega tečaja, ja, je od čist zgori pa od čist spodaj je isto oddaljeno. Enako je oddaljen, bi rekla. Ampak ne vem, če je prav. Od katerega tečaja je ekvator bolj oddaljen. Ekvator je na sredini, ne? Tako da v bistvu ekvator je enako oddaljen od severnega in južnega tečaja. Evo, sem narisal. Od katerega tečaja je ekvator bolj oddaljen? Čakaj, kjer so že tečaji? Zgornji pa spodnji, ne? Vse to je to. Ja, isto. Če je na pol, je na isto, ne? Od obeh enako. Ok, zdaj pa največ matrac. O, Marija sveta! Izvoli. Ta mada je 5. Sama, ja, se bo. Ok. Kaj 3? Samar, 13 možnih točk. Jaz imam 11 točk in to je trojka. Če ti čist mečkem fali, še to ne povem, da si dober. Jaz sem vsaj prav dober in s to trojko se ne strinjam. Ok, no povej mi, kdo v današnjem času zna brez kalkulatorja 19 odlomljeno s 25 od 625 je 475. Ajde, bi ti to znal, a bi ti to znala? Pojem, mislim, jaz ne vem. Druga vse prav, le, to je prav, to je prav, to je prav, to je prav, to je prav. Aja, tole sem pa res ima zmotil. Kašljanje. Kašljanje. Ja pa čak, malo, jaz sem po štajersko to povedal, po domače, ne. V glavnem, jaz se tega trenutno ne grem več. Vse točke. Vse točke. Ja, kaj ne se pa sploh še pogovarjamo, ne?
Ne, se ne. Ampak ja, enako je oddaljeno. Ekvator. Ja. Ok. Dobila sem oceno 4. Ok, izgubila sem 1 točko in sicer pri prvem izračunu, oziroma ne, pardon, pri tretjem izračunu. Ja, pač nisem imela kalkulatorja, ne, delila sem malo narobe. Jaz sem zelo površna vedno bila pri deljenju. To je to, mislim, da mi je ta test šel super proti 4. razredu. Vi pa se hiter naročite, označite zvončka, da boste obveščeni za naslednji video. Polajkite, pošerite, pokomentirajte in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau! Hello, džungla! Tule se subscribi. Tu si poglej zadnji video. Oh yeah! To ti pa jaz priporočam. Čau!